Javnomnenjske raziskave že več mesecev kažejo precej jasno sliko političnega prostora. Predvolilna tekma se vse bolj oblikuje okoli dveh večjih političnih polov. Na eni strani je blok okoli Gibanja Svobode in koalicijskih partnerjev, na drugi strani pa blok okoli SDS. Politični analitiki ob tem pogosto poudarjajo, da ankete predvsem kažejo trenutno razpoloženje v političnem prostoru, končno sliko pa seveda pokažejo šele volitve. Kljub temu pa raziskave javnega mnenja precej jasno nakažejo okvir, znotraj katerega se politični akterji pozicionirajo, volivci pa na to seveda sprejemajo odločitve. V ospredju sta zato vedno dva bolj glavna protagonista. Ob tem pa se odpira vprašanje, koliko prostora v takšni tekmi sploh še ostaja za manjše ali nove politične projekte. No pa si sedaj poglejmo infografiko, ki prikazuje najnovejšo meritev javnomnenjske raziskave, ki jo za Siol pripravlja Valicon, v primerjavi s prejšnjima dvema meritvama. Se pravi, dr. Kovačič, javnomnenjske raziskave že dlje časa kažejo, da se politična tekma oblikuje okoli dveh največjih političnih akterjev. Volivci ne glasujejo morda toliko za neko politično opcijo, ampak morda tudi kdaj proti drugi? Ja, to je tradicionalna značilnost polarizacije političnega prostora v Sloveniji, ampak letos mislim, da je nekoliko drugače. Ne gre samo za to, da bi glasovali o Janezu Janši, se pravi za ali proti. Ne gre tudi za to, da bi se polarizacija odvijala izključno okrog simbolnih tem in kakšnih fantomskih problemov, tipa, ne vem, kulturni marksizem, teorija spola in podobne izmišljotine skrajne desnice, ki v glavnem niti ne obstajajo, ne. Ampak imamo v resnici neko bolj klasično problemsko, interesno polarizacijo in ta polarizacija je v resnici razredna. Pri vseh ključnih vprašanjih, naj bo to vprašanje javnega zdravstva, naj bo to vprašanje ohranitve dolgotrajne oskrbe, naj bo to vprašanje recimo dohodninske politike, naj bo to nenazadnje vprašanje božičnice, ne, ki je bilo razvpito par mesecev nazaj, vidimo neko zelo jasno interesno polarizacijo. Desnica zastopa interese kapitala oziroma tistih, ki so premožni oziroma zaslužijo veliko. Pri vseh teh temah desnica v bistvu zastopa interese kapitala. In kapital, kot je kolega že prej povedal, se že ves čas delovanja te vlade vpleta v javno razpoloženje, ustvarja vtis izrednih razmer, nastopa iz neke pozicije vednosti in svoje partikularne interese prodaja kot nek obči pogled na objektivno stanje stvari, ki je takšen, da naj bi vlada delala kapitalne neumnosti, ne. No, na drugi strani pa levo-liberalne stranke v bistvu sedanje vladne koalicije, so povlekle nekatere poteze, ki so v korist tistih, ki živijo od dela. Se pravi, vlada je dvignila dohodke ljudi, poskrbela je za večjo varnost ranljivih, zlasti v zadnjem življenjskem obdobju, s tem, ko je uvedla finančno shemo za izvajanje dolgotrajne oskrbe, kar prej desetletja pač nihče ni uspel ali pa hotel. Izpeljala je pokojninsko reformo, kar je samo po sebi zahteven dosežek, popravila je plače v javnem sektorju, dvignila je minimalno plačo, zdajle na koncu in potem sledijo še razni drugi dvigi transferjev. Skratka, v bistvu je nekoliko posegla v razporejanje tega, kar družba kot celota ustvari, med delo in kapital v korist dela, ne. In kapital je zato besen, organizirane skupine kapitala so besne in skušajo rušiti vlado že par let, ne. In niti ne skrivajo svojih zelo jasnih simpatij do desnih strank, ne. In zdaj imamo seveda tole situacijo, ne. Po eni strani je desnica navajena voditi svojo staro formo kampanje, kjer pač ljudi ščuva proti raznim namišljenim skupinam, sovražnikom in tako naprej, problemom, in nagovarja volilno telo kot celoto na način, ki je učinkovit pri nagovarjanju že prepričanih, se pravi že radikaliziranih skrajno desnih volivcev. In ta način tiste druge volivce, ki verjetno sestavljajo večino, tudi odbija, ne. Na drugi strani pa tokrat nimamo zgolj teh ideoloških odgovorov, personalnih, proti Janši in tako naprej,
ampak imamo preprosto neko delovanje, reševanje problemov, precej učinkovit krizni menedžment, tudi relativno drzne poteze, ki sem jih prej omenil, pač poseg v razdeljevanje ustvarjenega v korist dela. Skratka, vladne stranke so s svojim delovanjem in tudi s poudarki v kampanji ljudi nagovarjajo racionalno, se pravi na njihovih interesih. In rezultat je ta, desnica ščuva svoje volilno telo na simbolnih temah, ne, in tudi na temah, kjer njeni lastni volivci vidijo, da so vladne politike njim nekaj koristnega prinesle. Ljudje zares vidijo, da so se položnice v domovih za starejše občutno znižale in da družine ne bojo več pod pritiskom, da če nimajo dovolj dohodkov za plačevanje oskrbnine, morajo v bistvu občini dati pod hipoteko svoje nepremičnine in v bistvu plačujejo starostno oskrbo svojih ranljivih starejših članov z nepremičninami, ne, z pač premoženjem, ki so ga družine ustvarile ali pa uspele zadržati skozi generacije. Ne. In desnica še vedno napada dolgotrajno oskrbo in s tem v bistvu igra zelo tvegano igro. Tisto, kar ponuja svojim volivcem v tem, ko dela proti njihovim interesom in za interese bogatih, so pa ideološke teme. In levo-liberalne stranke temu ne parirajo s tem, da bi šle z enako agresijo na neke kontraideološke teme, ampak preprosto z državniško držo za reševanjem nekih kriznih ali pa strukturnih problemov. In zadnjo tako situacijo smo videli v minulem tednu. Ne? Desnica je skočila v zrak, da je vlada blazno neučinkovita pri evakuaciji naših državljanov iz Bližnjega vzhoda. No, kmalu se je pokazalo, da je Slovenija tako rekoč najbolj uspešna v Evropi in to zaradi tega, ker je ta vlada vodila korektno politiko v mednarodnih odnosih in priznala Palestino, zato je jordanska vlada pomagala. Medtem ko kakšna Nemčija, ki brezrezervno podpira Izrael, imela tu seveda bistveno večje probleme. Skratka, vlada je zrelo, trezno, racionalno odreagirala na krizno situacijo, organizirala uspešno evakuacijo, poskrbela za ublažitev cen naftnih derivatov, pogonskih goriv, skratka blažitev naftnega šoka, vsaj na kratek rok. Ne. Pri tem pa tudi poudarila, kdo je sploh sprožil to krizo. Ne. Skrajna desnica, v tem primeru ameriška, ki ves čas dela probleme in njen zaveznik in v bistvu tudi se pravi nekdo, ki ga je inštruirala, ne, retorično in tako naprej, je naša vodilna opozicijska stranka, ki pa ni uspela obsoditi tistih, ki so sprožili to vojno in to gospodarsko krizo in spet v bistvu izgubljajo na realnih zadevah, realnih dramah našega časa tla pod nogami. Ne. Leta in leta so bili fascinirani nad Trumpom, zdaj se mu ne zmorejo odpovedati, a ne? Verjetno tudi nekim sponzorskim mehanizmom, ne? Govorijo, da je huda drama, vse slabo, medtem vlada dosti elegantno, rutinirano že reši dva konkretna problema, ki bremenita ljudi zaradi posledic Trumpove skrajno desne politike. Tako da jaz mislim, da je to ta trg dveh svetov, ne, kjer bojo pač ljudje odločili, ali velja v razmerah, kjer smo mi že skoraj 20 let, gremo iz ene krize v drugo, a velja zaupati nekomu, ki nenehno straši in ščuva, ali nekomu, ki v bistvu deluje državniško in realno in pač rešuje realne probleme ljudi. Doktor Han, bi vi dodali še? Ja, mogoče samo nekoliko konkretiziram to, kar smo ravnokar poslušali. Zdaj, ko opazujemo raziskave ali pa rezultate javnomnenjskih sondaž, je zelo pomembno, da razmejimo dva pojma. Eno so ad hoc raziskave, ki smo jih deležni te dni in so povsem legitimno orodje za opazovanje distribucije glasov, ko govorimo o podpori strank. Drugo pa so javnomnenjske raziskave, ki so bolj teoretske, konceptualne, iz katerih je pa mogoče prepoznati nek vrednotni profil populacije. In tu nastane neka zanimiva situacija. Mi živimo dolgo časa v prepričanju o popolni razklanosti slovenskega volilnega telesa. Če gremo pogledat
vrednotne preference, potem boste ugotovili, da te razklanosti ni toliko, kot si mislimo, da je, ali pa vsaj ni takšna, kot se zdi. Poglejmo. Vrednotni profil povprečnega volivca, ki v resnici ne obstaja, ne, ampak je nek javnomnenjski konstrukt, kaže, da je prebivalec Slovenije blago konzervativen pri nekaterih vprašanjih, ne. In potem pa odkrito liberalen pri drugih. In da tega sploh ne vidi kot izključevanje. Naprimer, 70% slovenske populacije in pa 80% populacije, torej tu so zajeti in levi in desni, če imamo v mislih strankarsko delitev, podpira odnos do splava, kot ga slovenska ustava ureja, ali pa vprašanje umetne prekinitve, torej nosečnosti, ali pa vprašanje evtanazije in tako naprej, ne. Se pravi, tu pravzaprav ni takšne deljenosti populacije, kot se vidi. Tudi vprašanje, recimo, glede pravic ali pa egalitarnega sindroma, ne. Vprašanje distribucije dohodka. Slovenska družba je egalitarna, to je jasno. Tisto, kar ljudje želijo, je bolj pravičnost kot učinkovitost, kot se zdi na eni strani. In ta podpora je tako deklarativna tem politikam, tudi socialnim, da je tudi na tej točki težko iskati razlike med podporniki ene ali druge stranke. Zato je res, kar je kolega rekel, ne, desne stranke poskušajo igrati na karto ideološkosti in pa poenostavljanja. In dolgo časa je veljalo, da je desnica tudi na evropski ravni, ne samo v Sloveniji, levici očitala neko radikalnost, negotovost, neko tveganje. Danes se je zgodilo ravno obratno, ne. Tisto, kar so politike levih strank, kolikor jih še je v Evropi, v Sloveniji pa zagotovo, je ponujanje neke predvidljivosti, neke varnosti, pravzaprav nekih modelov, ki vsakega na nek način opolnomočijo v tem, kar počne. Nasprotno, ne, ponuja desnica neko desno revolucijo, ne. To je seveda duhoviteni smisel, bi lahko rekli, pa vendarle je ta revolucija v tem, ne, da vse zreducirajo na nekaj identitetnih bitk, ali pa na družino, ali pa na tradicijo, ali pa na religijo, in to uporabijo kot orodje delitve, ne. To je tvegana igra, in če ni učinkov, kot si jih akterji želijo, potem pridemo do te radikalizacije, ker se vrtimo po tej spirali, ne, diskurzivni spirali, ki nas pripelje v popolne ekstreme, ne. Tisto, kar je za to vlado značilno, je neka kompetenca, ki se je izkazala v kriznem menedžiranju. Imeli smo poplave, imeli smo požare, imeli smo konec koncev situacijo v Novem mestu in zdaj na koncu še ta evakuacija, ker je vlada pokazala nesporno kompetenco reševanja, ne. Na drugi strani smo ugotovili precej nemočno zaletavanje in kritiko glede teh ukrepov, kjer se je pokazala, lahko bi rekli, neka praznina, ne. Ko posežeš po zadnjem orodju, brutalni kritiki, ne da bi kakršnokoli alternativo tem ukrepom ponudil. Še nekaj glede delitve. Nekaj časa, dolgo časa je veljalo, ne, tudi za to vlado, da bo šla po poti, ki smo jo nekajkrat že videli, ne, Šarčeve vlade, pa Cerarjeve vlade, pa Bratuškove, ne. Se pravi, da bo zaradi nekompetentnosti sledil razpad. To se ni zgodilo. In če bi se ta razpad zgodil, potem je vedno pri roki v Sloveniji famozna sredinska razvojna koalicija, ki je popolnoma prazen, vsebinsko izpraznjen pojem. Jaz imam neko tezo, ki že dolgo časa razlagam, da tako kot si politični akterji v Sloveniji razlagajo politično sredino, je ta sredina generator politične korupcije. Pomeni deliti enim ali drugim, vsak svojim, dati si mir na ta način in seveda ne razmišljati o koristih skupnosti, pač pa pomiriti duhove na eni ali drugi strani, levi ali desni. Mislim, da je v enem delu se to pokazalo tudi kot morebitna alternativa, če bi se zgodil razpad te vlade.
Dva akterja sta bila pripravljena, to je bil Prerod in pa Anže Logar, ne, kjer sta obudila nek koncept, ki se ga mogoče starejši gledalci še spomnijo. To je bil koncept mostograditeljev, to so bili podobni, kot ima Slovenska ljudska stranka, ki so nekaj časa špekulirali z gradnjo mostov, pa ne tistih resničnih, ampak mostov do privilegijev, interesov, delitev služb in pa funkcij. Tako da jaz mislim, da je to nekaj, nekaj teh iteracij smo že videli in se na nek način ponavlja. Da sta to dva politična bloka, je neko tehnično poimenovanje od famoznega razpada nekdaj mogočne stranke liberalne demokracije, ne, ki se je potem nekajkrat ponovila v drugih oblikah. Neka značilnost pa je slovenskega političnega prostora, da pri razpadanju teh nekdaj zelo vplivnih političnih akterjev ni prišlo do izrazite migracije volilnega telesa z leve na desno in obratno. Ta delitev, ne, ostaja na nek način od takratnega razpada in vsakič znova jo politični akterji z predznakom pravzaprav to populacijo nagovarjajo bolj ali manj uspešno. Tukaj seveda ne smemo tudi zanemariti kakšne zunanje dejavnike, ekonomske krize, zdravstvene krize s covidom, kakorkoli, in pač v tem prostoru akterji iščejo to svojo podporo. Doktor Kovačič, čisto na hitro, kaj vi menite v sredini? Ja, zdaj sredina je poleg neke mitske opcije iz tam 90-ih, ali pa teoretične opcije tudi iz nadaljnjih desetletij, mogoče tudi hipotetična opcija, ki se utegne pokazati, če bo razdelitev poslanskih mandatov po volitvah pač 50-50. Se pravi, če niti desni trojček pod vodstvom Janše, niti levoliberalni trojček pod vodstvom Goloba, ne en, ne drugi ne bo pač zbral 46 mandatov. Ne. V tem primeru jaz mislim, da je možno in verjetno, da bodo poskušali iti preko te ideološke sredine, ne, iskati neke stične točke, tudi zato, da se izognejo še enim volitvam, kjer je negotovo, ne. Tisti, ki ne bo pokazal dovolj državotvornosti, da najde kompromis in oblikuje neko mešano koalicijo, utegne biti potem seveda tudi kaznovan na ponovljenih volitvah. No, ampak edina možna stična točka teh strank je pa lahko neoliberalizem, ne. In do tega bi lahko prišlo edino v primeru, če bi se Gibanje Svoboda odpovedalo nekaterim zelo pomembnim in jasno levim politikam, ki jih je izvajalo v sedanji koaliciji, ne. In je pristalo na te politike pač pod vplivom seveda ostalih dveh manjših koalicijskih partnerk. Skratka, tisto, kar bi bilo v igri in kar je recimo Logar tudi že namigoval na zadnjih soočenjih, je vrnitev dohodninske reforme prejšnje vlade, ki bi izvrtala 800 ali celo milijardno, 800 milijonsko ali milijardno luknjo v proračun in je treba povedati, kje bi potem vzeli, a ne. Ali pa bi to pokombinirali z nekim resnejšim davkom na nepremičnine, recimo po zgledu Hrvaške, ampak Hrvaška to lažje naredi, ker je veliko nepremičnin v lasti tujih državljanov in so turistične kapacitete. V Sloveniji ta fond ni tako velika, ne. Skratka, dohodninska reforma je cena za sredinsko koalicijo, ki jo Logar že postavlja, in pa desna, se pravi privatizatorska vizija vodenja zdravstvene politike. Pa mislim, da bi se bistveno težje zgodilo po zadnjih, če tako rečemo, odkritih spoznanju, ne, kaj v resnici pomeni privatizacija zdravstva. Ne. Ampak zanimivo, ne, desnica vedno znova ob precej jasnih signalih, ne, jasnem poteku nekih dogodkov, jasnih rezultatih eksperimentov, ki so bili izvedeni v živo, še vedno vztraja pri svojih pozicijah. Recimo desnica še vedno trdi, da je bilo priznanje Palestine napaka, čeprav nam je zdaj pomagalo. Desnica še vedno trdi, da je treba ukiniti prispevek za dolgotrajno oskrbo, čeprav ljudje na položnicah, njihova baza na položnicah vidi, da to daje pozitivne rezultate, ne.
In pri zdravstvu. Odrekanje v temu, ne, tej vztrajni poziciji pomeni odreči se svojemu bistvu. Ne. In, Ja, ali pa svojim sponzorjem. Ne. Tudi Svojim to, ja. sponzorjem v korist svoje baze. Ne. Tako. Pri zdravstvu smo pa mi eksperiment, ki je izvedel to, kar zagovarja desnica zdaj v predvolilni kampanji, že imeli. Ne. Geslo desnice je denar naj sledi pacientu. Ne. To vrstno zdravstveno reformo je že izpeljal minister Danijel Bešič Loredan v prvem letu Golobove vlade. Vlada je vrgla več 100 milijonov dodatnega denarja iz proračuna v plačevanje zdravstvenih storitev. Plačevalo se je vse, za kar je kdo izstavil račun. Rezultat je bil pa ta, da so večino tega denarja pobrali zasebniki in to za izvajanje rutinskih, enostavnih, včasih celo nepotrebnih storitev in posegov, kjer ni pričakovanih zapletov pri pacientih in ki so dobičkonosni. In temeljni problem tega, da nismo imeli doslej dobre razmejitve med javnim in zasebnim zdravstvom, je v tem, da zasebniki lahko k sebi pritegujejo enostavnejše paciente, na katerih se da zaslužiti, ponudijo večje plačilo zdravnikom in s tem kadrovsko izčrpavajo javne zdravstvene zavode, ki pa prebivalstvu nudijo vso tisto kompleksno medicino, urgentno medicino, skratka vse tisto, kar v bistvu ne more prinašati profita, ampak na koncu prinaša bolnicam, ki so na koncu te prehranjevalne verige, se pravi recimo kliničnemu centru, izgubo. Ta eksperiment smo že imeli, rezultati so bili porazni in kljub temu na tem gradijo eno od ključnih tem svoje kampanje. Mislim, to je neverjetno. O tem bomo še tudi malce kasneje, kar se tiče zdravstva.